V sredo v gasilskem domu Kresnice potekala seja občinskega sveta občine Litija. To je bila še ena od terenskih sej, s katerimi želi vodstvo občine tudi svetnike pobliže seznaniti z lokalnim utripom krajevnih skupnosti. Obravnavali in sprejeli so odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi števila članov sveta krajevnih in mestne skupnosti ter volilnih enot za volitve v svete krajevnih in mestne skupnosti. Odlok o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Litija, ki se je dvignil na 429,99 evrov. In odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija v prvem branju. Prisluhnili so še poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2025 in o delu javnega zavoda Osnovne šole Litija za leto 2024. Ob koncu seje pa je direktor ZKMŠ Robert Đurga seznanil občinski svet o situaciji, v kateri se je znašla dvorana Kulturnega centra Litija. Ja, zagotovo mislim, da so terenske seje ena dodatna poživitev pri delovanju občinskega sveta. Gre za predvsem tudi eno predstavitev še bolj ožje lokalne problematike celotnemu občinskemu svetu, njihovih odprtih vprašanj, recimo tukaj v Kresnicah je zdaj zagotovo glavno tudi eden izmed ključnih projektov gradnja kanalizacije za čistilno napravo in vzporedno infrastrukturo. In zagotovo je eno samo gradbišče in je tukaj odprtih vprašanj in usklajevanj še toliko več, ampak mislim, da ko se bo pa projekt v prihodnjem letu zaključil, pa bo zagotovo za vse bistveno bolje in bo tudi bolj urejena že infrastruktura. Predstavili smo ta največji infrastrukturni projekt, ki poteka v občini Litija, se pravi celostna infrastrukturna ureditev naselja Kresnic. In pa seveda zdaj je aktualen tudi dolgoročni razvojni načrt do leta 2032 in seveda tudi to smo nakazali, kaj si v Kresnicah želimo. Želimo si seveda tudi novo osnovno šolo, nov vrtec, vemo, da Kresnice se širijo, so zanimive za nove prebivalce in seveda temu primerno je potem treba tudi osnovno infrastrukturo in pa tudi seveda za družbeno dejavnost poskrbeti. Glavna točka, lahko temu tako rečemo, današnje seje je bila problematika kulturnega centra. Kakšne so bile ugotovitve svetnikov? Ja, zagotovo jaz mislim, da so ugotovitve na mestu te, da ko bomo zdaj prejeli končno poročilo za strani projektanta in seveda tudi eno oceno potrebnih stroškov za ustrezno sanacijo, ki naj bi bila celovita, kar se tiče ureditve stropa nad odrom, potem tudi lahko določena časovnica. Jaz le upam, da bomo to naredili v čim krajšem možnem času. Prav pa je, da se uredi tako, da bo ta zadeva tudi že urejena v skladu z celotnim projektom obnove kulturne dvorane na Stavbah.